Lepo pozdravljeni, vrnili smo se v oddajo Report, kjer bomo zdaj govorili še o prav posebnem dogodku. V soboto bo namreč na Trgu Svobode v Mariboru dobrodelni rotarijski piskar. Kaj vse to zajema, pa nam bo povedala gospa Ida Baš. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, to zajema predvsem dobro hrano in dobrodelnost. To dvoje združujemo. Rotary klub Maribor Lent organizira zdaj že 9. piskar zapored in tako ga namenoma imenujemo rotarijski piskar. In letos imamo rekordno število ekip, kar 20. To pomeni 20 različnih jedi, lahko rečem, da bo kuhanih, ki bodo ponujeni obiskovalcem, seveda za prostovoljne prispevke. Vse skupaj se pravzaprav začne kuhati zjutraj že, ne? Kaj naj da? Ja, ob 8 že začnemo pripravljati vse skupaj, tako da nekje okoli 9 začnejo kuharji s svojim delom in računamo do 11 je vse že kuhano, potem pa lahko že obiskovalci začnejo pokušati, naše ekipe poskrbijo tudi za kruh. Največkrat jih spečejo kar sami, tu pa tam kdo kupi, tudi pecivo, zdaj že tudi pecivo nosijo zraven, tako da je zelo pestra ponudba, bom rekla, in vse je brezplačno. Tako, in hkrati pa še vedno se zbira prostovoljne prispevke, tako kot ste dejali, gre namreč za dobrodelni piskar. Komu te prostovoljne prispevke namenjate? Ja, tokrat vsakoč pač nekomu drugemu, tokrat smo izbrali najbolj ranljivo skupino mladih, tistih, ki potrebujejo psihosocialno pomoč. Namreč vedno več je tako osnovnošolcev kot srednješolcev žal in čakalne vrste so pa od 2 do 3 leta, kar je mnogo preveč. In mi se povezujemo zdaj z organizacijami, kjer bomo lahko mi plačali recimo tretma za enega otroka, radi bi do 20 mladostnikov najmanj, da bi jim omogočili čim prejšnji prihod do strokovnjaka, ki mu bo pomagal potem, bom rekla, iti nazaj na svojo pravo pot. Tako. Povejte, te ekipe, ki sodelujejo, marsikatera od teh sodeluje že leta in leta, že tudi na prejšnjih piskrih, tudi na marsikaterem drugem dogodku, se pa verjetno tudi tu in tam pojavi tudi kakšna nova. Se pojavijo nove ekipe, predvsem, bom rekla, poudarek je pri rotarijcih, to pomeni kar 6 Rotary klubov. Letos sodeluje ob našem Rotary klubu Maribor Lent, ki je organizator, še klub Maribor, Ptuj in Celje, potem Kruševac, mi smo pobrateni s tem srbskim klubom, in pa Bad Orb iz Nemčije, tudi oni letos pridejo. Interakt, to je naš klub, Rotary klub, kjer se združujejo srednješolci, in pa Rotaract klub, kjer pa se združujejo študentje. Tako da ti bodo vsi kuhali in pa Innerville, ne smem pozabiti, to je pa naše notranje kolo, mi imamo kot znak imamo kolo, notranje kolo, to so pa žene rotarijcev. Tako da tudi one vedno poskrbijo za to in pa 10 podjetij sodeluje. Nekateri, kot ste rekli, že so naši stalni kuharji, medtem ko nekateri so pa na novo. Moram pa reči, da v glavnem ni profesionalnih kuharjev. Samo v komisiji je en profesionalec pa en odličen ljubitelj kuhanja in hrane dobre. Moram reči, da bo imela komisija verjetno kar težko nalogo. Namreč, če ocenjuje iste vrste jed, je mogoče malo lažje, ker je pozorna na to, na ta okus, na teksturo, na vse skupaj. Tu pa bodo različne jedi. Ja, različne, vse na žlico. In potem strokovnjak seveda oceni, česa je preveč, česa je premalo. Vsaka ekipa poskrbi za začimbe, takšne, kakršne želi, in potem strokovnjak reče, tega je pa nekoliko preveč, ali pa tega je nekoliko premalo. Je pa res, da se kar naješ, glede na to, da sem lansko leto bila jaz predsednica kluba in sem bila tudi v komisiji, moram reči, da pa je bilo 15 piskrov za pokusiti, letos jih bo 20, kar naporno delo, ampak okusno.
Rekli ste sami, torej ob 8 se začne že pripravljati, ob 9 kuhati, potem okoli 11 ure, 12 je kuhano, je postreženo. Ves čas se bo pa verjetno tudi dogajalo tako, da tudi obiskovalcem, tistim, ki bodo namenoma prišli ali pa tistim naključnim, ne bo dolg čas. Ne bo jim dolg čas, zagotovo ne, ker se vedno najdejo neki prijatelji, ki se začnejo združevati. Tudi mi se družimo z obiskovalci, ki pridejo. In ja, ob 11 je že kuhano, potem pa, se veste, druženje je tudi en del dela, ki ga imajo rotarijski klubi, spoznavanje novih ljudi, prav tako pogovarjanje z ekipami, marsikdo naveže kakšen stik. Nimamo posebnega programa organiziranega, ker v vseh teh letih se je izkazalo, da to ni potrebno, da ljudje potrebujejo preprosto druženje, imeti se dobro, tudi za pijačo bo poskrbljeno, tako da sladice bodo, pa še vsaka ekipa po svoje aranžira svojo stojnico. In te stojnice, moram reči, včasih so prav zavidanja vredne pogleda, tako da je kaj videti, ja. In tudi kaj navohati, ker ne nazadnje vonjave, vse tiste, ki bodo kar popestrile na nek način, ne samo trg, ampak tudi sosednje ulice. Vsako leto namreč zelo diši. Res je. In moram pa reči, da hitro potem zmanjka. Tako da je dobro, da ljudje pač pridajo pravočasno. Ob 11 je prav primeren čas, se mi zdi, za eno takšno druženje in da pokusijo te dobrote. Je pa res, da so te ekipe pravzaprav zelo inovativne. Kar najdejo, ni samo, ko včasih kdo reče, no, najbrž boste golaž kuhali. Pa ne vem, če smo imeli doslej, a morda enkrat golaž. Drugače pa je vse mogoče, no. Tako da so zelo idej polni, bom rekla, naši kuharji, no. In temu primerno potem si postavljajo tudi nove izzive sami za naslednje leto, ko vidijo, kaj so njihovi, tako v narekovaju, nasprotniki naredili, ne? Zagotovo. In tu moram mogoče vseeno nekoliko pohvaliti, bom rekla, tudi Kruševčane. Oni bodo kar 2 stojnici imeli, oni se kar razdelijo na pol, eni kuhajo to, drugi kuhajo to, poskrbijo za sladice, za okraševanje, skratka, vsega je vedno veliko na pretek, bom rekla. Najbolj pa se seveda veselimo tega, na stojnicah imamo običajno in tudi letos bodo seveda takšne majhne skrinjice, kjer pričakujemo prostovoljne prispevke za to hrano, za ta trud, predvsem pa za namen, ki ga imamo, da bi res omogočili mladim čim prejšnji dostop do strokovnjakov, ki jim bodo lahko pomagali. In to je glavno poslanstvo, ki smo si ga letos izbrali pri tem kuhanju piskra. Tako, najlepša hvala, da ste bili moja gostja, da ste predstavili ta dobrodelni rotarijski pisker in seveda želim vam, da zberete veliko prostovoljnih prispevkov, da boste lahko pomagali mladim. Najlepša hvala za dobre želje in verjamem, da bosta tudi glavna ocenjevalca v komisiji, in sicer šef Slaviša Amidžič in pa Filip Flisar, da bosta poskrbela za dobro oceno vseh teh piskrov. 3 bomo pa simbolično seveda nagradili. Tako, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Drage gledalke in spoštovani gledalci, vam pa do naslednje oddaje Report nasvidenje. Thank you.